tematiko, recimo, ne, ker ravno kar berem, ko naj vam prodamo Modrino neba, taka zelo lepa knjiga o glavarju indijanskih, kako so prišli v stik z belci in najprej so še videli, da imajo opravka z eno hudo boleznijo, enem, ki ni čist jasno, ne, kje so pozicionirani v naravi, kaj naj bo namen človeka, kaj naj bi človek delal in tako naprej. In so probali še na začetku še nekako komunicirati z njimi, pa se zahvaljevati, pa biti pač kulturni in tako naprej. Potem je pač so vedno bili samo še boji in na koncu vojna. Ampak ja, in se bom navezoval na Indijance čez celo to moje predavanje, recimo, ki je pa pravzaprav malo širšega pogleda vse skupaj. Torej, ko sem govoril o iniciaciji novega sveta, ki je prisotna, kar se dogaja, ne bom se tukaj več o tem pravzaprav govoril, razen to, da ko smo izgubljeni, ko se ne moremo orientirati, zame recimo torej najbolj prizemljena drža, kjer se usmerim, kjer sem najbolj blagoslovljen torej na poti, je torej, kot sem že omenil, medsebojna delitev resursov. To je tisto najbolj prizemljena pot v smer, najbolj zdravo smer človeka, zemljana, ne. Tako da, okolikor smo odvisni od resursov zemlje, smo še zmeraj torej na prsih mame zemlje, smo dojenčki, nismo še ostali, nismo še mojstri. Zato je bistvena ta meddelitev resursov in torej ne monopoli, sigurno ne. To je tisto, kar je Jezus torej izpostavil in poudaril, samo ni bilo razumljeno. Vemo, da cerkev je glavni monopolist. Tako da, ko so belce, torej vendarle duh nove dobe, ali pa kako ne rečemo še, vodnarjeve dobe, ja, je popeljal belca v novi svet, kjer naj bi ne prišel torej v raj, ne, kjer naj bi se srečal torej z Indijanci, ki bi videl, aha, lepa, ti pa znajo živeti v miru, z naravo, torej ni to neka indijska duhovnost, ki je abstraktna, ki je zelo filozofska, ampak je torej duhovnost, ki je že navzdol prizemljena v praktično življenje in se potem širi torej z pozicioniranjem človeka v ekosistemu, kakor tudi, da jo naprej človek pošilja to duhovnost v naravo in tudi gre do živali. Živali kooperira z živaljo, torej to je prava, recimo, permakultura, taka duhovna permakultura, kjer spozna duhove živali in z njimi sodeluje. In je to zelo en tak živ svet. Lahko rečemo, da so ena četrta dimenzija kot ljudstvo bili, kot kultura, da ne govorimo o starešinah in njihovih vračih, še tako naprej, ki so bili šamani, ki so bili že tudi višje dimenzije, seveda. Tako da belc je pravzaprav, potem se je ustvarilo, ko so bili boji, se je pojavil njihov prerok, ki je bil tudi že pod vplivi belcev, ne. In je potem v teh hudih bojih, ko so jih napadali, izjavil torej, da je pravzaprav Indijanec primarna kreacija od velikega duha, ne. Torej tudi sam izraz veliki duh je zelo lep izraz, na mestu izraz, ne, torej ni Bog, je torej nekaj ločenega od nas, nekje, ampak izhaja iz zemlje, je z nami in se dviga v višave. In je tukaj kot steber je veliki duh, ki zajema, hkrati prežema vse nas, je prisoten v nas vseh. Tako da pravzaprav in rečemo, da belec je torej pa od zlega duha izza velikih vod. Jaz bi tako povedal, da pravzaprav belec je jajce. To sem tudi že omenjal. Marsikaj, kar bom povedal, sem se že ponavljal, ampak tukaj pač
človek pozablja. Ne. Tako da belec je jajce, a ne nek otrok. In potem, ko ta otrok je zrasel v času zgodovine Zemlje, se je umikal. Ne. Eni najstarejši prvi so šli recimo v Avstralijo. Ne. Aboriđini so pač najstarejši. Potem so Indijanci. So se umikali iz tega gnezda tukaj pri nas in so se zelo, bomo rekli, trajnostni postali. Torej, zelo skladni z ekosistemom. In z duhom in aboriđini so torej šli že v astralu zelo stabilizirani, torej v sanskem svetu, ta umestni svet med nebes in zemljo, recimo. Ja. Kaj sem tukaj zdaj torej povedati še, da ja, in tako da je na tak način je smiselno, da zelo spoštujemo te stare ljudstva. To je bistveno torej, da se čim bolj ohranijo, ker imajo znanja, močna znanja, kako živeti v naravi, z minimalno porabe in tudi potem, recimo, kraljestvo rastlin v ekosistemu, ne, med 7 kraljestvi je najbolj bogato in najbolj razvito. In tukaj so oni tisti, ki so najgloblje prodrli v rastlinsko kraljestvo. In tudi Indijanci rečejo, ne, da naša usoda je skupna z rastlinama, kar mi vdihnemo, oni izdihne in obratno. In obstajajo recimo rastline, ker jih niti ne smem omenjati. So razne rastline moči, ki odpirajo poglede in vstope v druge dimenzije in v drugačne, bo rekel, nivoje zavesti, ko je človek izgubljen v materiji. To so zelo močne rastline in tako da ta znanja so zelo za spoštovati. To so tudi, kako se ta rastlina uporablja. To so lahko zelo nevarne. To so pravzaprav močni strupi, če jih ne znaš pravilno uporabljati. In recimo v Južni Ameriki, do zdaj se je za anestezijo uporabljalo eter, ki pusti posledice. Sedaj so od Indijancev z Južne Amerike prevzeli torej njihov strup iz puščic, s katerimi omrtvičijo živali, ko jih lovijo, ki je veliko boljši recimo pri anesteziji. Tako da gremo našo to norijo belca, to se treba ustaviti in čim bolj zaščititi. Zaščitimo te naše starejše brate in sestre zemljane, ki so dosti globlje v ekosistemu, v tej čarobnosti zemeljskega sveta. Niso samo na površju. Recimo obstaja ena rastlina, ne bom z njenega imena omenjal, ko jo uporabiš, ta svet ljudi, to kar zgine. Kar ne vidiš več tega. Je tako brez veze, da se človek začne pomikati in začne gledati ene druge dogajanja, ene druge slike, druge dinamike, druga bitja, kaj recimo počnejo. Naj omenim recimo, obstajajo torej v neki dimenziji, recimo, da je to astral, so 3 bitja. Eni so oranžni, ki so, lahko bi rekli, torej pravi ljudje, to so torej duše, ki se učijo, ki opazujejo, zgolj opazujejo in se učijo. Probajo dojeti, kaj se dogaja, kakšni so vse procesi dogajajo torej v življenju. Potem so zeleni, ki so že integrirani in ki delujejo, delajo in imajo tudi moč, lahko po presoji lahko tudi potegnejo ven popek oranžnemu človeku in oranžni človek pade, umre. Potem so še modri, ki so pa kot čarovniki, stojijo na vogalu in samo dajo simbole in pošiljajo v igro. To sem zdaj primer povedal, ampak so še bolj kompleksne in napredne reči. So nevarne, tako da ne bi preveč teh stvari izdajal. Tako da med Indijanci, ko je bila torej že vojna in so videli torej, da
če bodo hteli ohraniti svojo kulturo, se morajo povezati. In tukaj je nastopil zgodovinska osebnost, ki je več ali manj nihče ne pozna. Je pa kanadski uradni narodni heroj, indijanec, poglavar Tecumseh, ki je šel združevati plemena vse Severne Amerike in so naredili konfederacijo indijancev in so imeli največje mesto, torej potem kot kontrapol Ameriki, v Severni Ameriki. In je pa torej prvi ameriški predsednik je izkoristil priliko, ko je šel on na jug, je zvedel, da ga ni, ki je bil pravzaprav glavni duh te pobude in je napadel The Prophet Town, se je klicalo to mesto. In potem se je Tecumseh mu ni drugega preostala, kakor da se pač pridruži Britancem, torej Kanadi in Britancem, da ustavi to požarešnost Amerike. To njihovo demokracijo, ne, ki so pobili naše najlepše ljudi. Ne. Recimo v Kaliforniji, ki so bili najbolj miroljubni indijanci, ki niso niti lokov za boj imeli, samo lovske loke. Je črni los recimo gledal z hriba, kako so 300 neoboroženih indijancev, a ne, torej tudi vojna je šla po stopnjah. Ne. Najprej so bile pač puške, muškete in tako naprej, konji. Potem so bili že topovi, ko bo Napoleon. No, tukaj torej govorimo o tem, kako je torej ta fantič gledal, kako so 300 indijancev neoboroženih žensk in otrok ameriška vojska pokosila z mitraljezi. Seveda tukaj je tudi ta zarota scena, ne, strateško, namensko, da se ubije, da ne bi ti naši otroci belski prišli v stik s globinami življenja na zemlji. Zato so jih pobili. Ne. In ko torej tudi indijanci rečejo, mislim, da prav Tecumseh to reče, a ne, če se ne bomo povezali, nas bodo vlih tako zasužnili, oziroma nas bi že, če nas bi lahko, kakor so svoje črnoličnike, ki so jih pripeljali sabo, in vlih tako bi jih potem bičali, kakor bi nas bičali, kakor bičajo njih. In ja. Tako da reče, da naj se ne pustimo, ker bodo tako preorali grobove naših očetov in kosti. In naša drevesa, katerimi so igrali, bodo posekali za njihove ograde, njihovih pisanih bizonov. In potem smo tukaj pri krav fantih, ne, torej kavbojcih. Smo spet pri kravah. A ne, krava, zlato tele, indijska krava, bal. Torej, tu je ena paralelna skupina ljudi, ki ne živi od hrane, ampak samo od krave krvi. Če bi oni užili hrano, bi umrli. Ne. Poznam človeka, ki me je bilo to ponujeno. Tako da ta kult krave in zlorabljanja krave, pa si ne rabiš pridelovati hrane, ne, ampak zgolj kravo sesati, celo brez da jo ubiješ. Dobi človek vse torej, kar rabi. Ja. No, tako Tecumseh torej se je bil takrat pridružil in Indijana bi morala biti torej njihova država. Ampak torej ta ameriški Harrison, kaj je bil že prvi predsednik, je potem postal, torej ga je, ja, ne bom tle šel več naprej, kaj je kar. Torej, kaj je tista reč, ne, ki nas tako, ki je ta glavna bolezen? Jaz ji pravim kar egoid. Torej, to je to istovetenje z egotom, to je ta bolezen. Ne. In vsi pravzaprav vzorci vseh bolezni so pravzaprav nalezljivi, ne, ki jih dobimo od kulture, od šablon z našega okolja, od staršev in tako naprej. Ampak torej, najgloblje torej je ta egoid bolezen, ko se človek torej ne ve, kdo je, a ne, da ni to zunanjost, ampak nekaj notranjega. In zaradi te napačne istovetenja pride torej do vse teh bolezni, ne, ki smo jih priča, ne, ki se v zunanjem svetu pojavljajo
Ampak pravzaprav so samo odsev energijskega nivoja oziroma umskega nivoja ali matric. Torej. Tako da, dajmo se zavedati, torej, da telo, zunanje telo je projekcija naše energije. Naša energija je projekcija našega uma. In naš je projekcija srca. Tako da, ko čim več potujemo nazaj v srce, k srcu, ko prihajamo v svet srca, tam nam nihče ne ukazuje, kam pa, kaj pa, kako. In bolj, ko smo v resničnem svetu, svetu srca, bolj se torej tudi zdravi torej duh in telo. In tako lahko iniciramo ta novi svet, recimo. Ja, tako da o tem ego, tu bomo mogoče enkrat naslednje še enkrat bolj izpostavili, kaj so ti aspekti ega. Ampak torej človek se prebuja, iz ovčice smo rekli, raste v ovna, iz ovna pride do faze volka, ki začne kontrolirati okoli sebe, ko se namaka v temi. Tako da potem, ko vendarle presežete volka, to fazo volka, kjer je v teh bojih v svetu se nahaja, je rata torej ovčar, ampak vsak od teh aspektov duše, razvoja, razvitosti duše, vsak torej recimo Biblijo bere na svoj način. Tako da Biblija vsebuje kode, ki jih ovčice berejo, nekaj berejo v Bibliji. In bolj, ko človek raste, bolj bere ene druge bistvene stvari, ki so v Bibliji skrite. Ene druge kode ven pobira, ki jih je Jezus nastavil, sicer vedel je, da ovčice tega ne bodo razumeli, ampak ko rastemo, vidimo, tukaj je dal ta smerokaz, tukaj bo je tako pozoren, tukaj je prehod in tako naprej. Najlažje, v glavnem, se spomnite, da je pa centralna os. Bodite pokončni. In torej, ko je človek res ravnan, tudi, vse smo rekli, že treba reči, vstati in obstati, torej, bolj, ko smo pokončni, manj je bremena na nas, bolj, ko smo sklonjeni, več čutimo bremena zunanjega sveta. Torej, bodimo pokončni in je tako torej tudi naš pogled na svet, smo rekli, bolj, ko gleda navzdol, bolj vidi trde, težke stvari, bolj, ko smo torej izravnani in bolj, ko zremo od znotraj navzven v višje obzorje, višave, bolj vidimo mehkejše, širše in lepše stvari tega obstoja. In tako da bom tukaj izpostavil mentalne oblake še. Torej, če smo z glavo v oblakih, z nogami na zemlji, torej, ko zrasemo med temi oblake, recimo, to so mentalni oblaki. Torej, vsako mesto, ko prideš, ima svoj mentalni oblak. Vsak človek ima svoj mentalni oblak. Tako da ne pustite se okužiti, ampak lepo jadrajte med temi oblaki, predvsem pa svoje sonce odznotraj. Da prežači se to vodo torej v oblaku, ki smo rekli, voda ima spomin, in na tak način torej srce lahko prežarči te mentalne nebuloze in tako naprej. Ampak še, torej tudi iščimo torej predvsem torej najprej v sebi, ampak tudi izven sebe, ker je torej na zemlji, se je vrnil. In iščite avatarja, iščite avatarsko zavest, torej tista, ki se zaveda, in zrite proti njej. Je rekel Jezus, da mi sledite. To je to mišljeno, torej iščite to zavest in ko se k njej obrnete, zavest, moč, duh avatarja, torej učitelja, rešitelja sveta, kakorkoli že mu lahko rečemo, ima moč, da preobrazi vse stvari. In bolj, ko bomo zrli vanj, v Kristusa, bolj lahko nam olajša
prežarčiti vsa ta sranja, ki so okoli nas se nagrmadila. Tako da z volkovi ne se preveč biksati z volkovi, oni torej imajo svojo funkcijo, a ne se zapletati preveč, ker to je samo potem so pač bojni. Ena od mojih nalog, bom s tem nekako zaključil, je prinašanje novega vrednostnega sistema. Imamo sisteme, vrednostni sistem je tisti, ta sistem vrednot, nazorov, percepcij, ki nam bo ena orientacija in ena za poštenost in vrednote, torej katerim sledimo, katere izpolnjujemo, je tisto, ki prinaša novo in ozdravlja. Tako da, jaz sem jih že omenil, bom jih še drugič, ali pa gremo še enkrat hitro. Prva torej iskrenost, druga poštenost, na vrh gore. Potem imamo tretja ljubečnost, potem na dnu imamo nenavezanost, pa imamo hvaležnost, pa imamo trebuh sočutnost, sočutenje, ki nam prišpara mnoge lekcije lahko. In spolna čakra, torej pa odpuščanje. Torej odpuščanje preobrazi vse, smo rekli. Je duhovni kompost, ki je preobrazil torej fizično in duhovno. In tako da več, ko si predstavljamo ta vijolični plamen ali pa odpuščamo, torej dovolimo, da se stara slika odmika novi, da se lahko novo zriše, lažje bo zemlji in vsem. Auk.